Hej, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali funkcije AND, OR in pa NOT, torej logične funkcije, ki se zelo lepo skupaj podajo s funkcijo if. Tako da, če te funkcije še ne obvladate, si jo lahko pogledate tukaj zgoraj. Pa gremo kar v našo datoteko. Najprej si bomo pogledali, kaj te funkcije v osnovi sploh delajo, potem bomo pa šli na en primer. Pa se postavimo kar v celico F3, kjer si bomo pogledali, kaj dela funkcija AND. Je enako, napišemo AND in si odprimo pogovorno okno f od x. Funkcija AND ima vsaj dva argumenta, point funkcija pa je, da za vsak argument preveri, ali pogoj drži. Torej mi nastavimo nek pogoj, tokrat bomo nastavili pogoj, da je ta celica enaka nič. Ta pogoj se nato ovrednoti kot true ali false, enako kot funkciji if. Torej, trenutno je v celici D3 nič, zato je vrednost tega argumenta true. Pa naredimo še en argument, ali je tudi v tej celici vrednost nič. Postavimo se v argument logično 2 in vidimo, da se nam je avtomatsko prikazal še en argument. Torej lahko imamo več kot samo 2 ali 3. Kliknimo v celico E3 in E3 mora biti kaj? Enako nič. Ali je to trenutno res? Da. True. Končna vrednost funkcije pa se vedno prikaže tukaj spodaj, torej njen output, njen končni rezultat. In vidimo, da je tudi tale true. Pa potrdimo z v redu, pa se bomo malo poigrali, da vidimo, kaj to dejansko pomeni. Funkcija AND bo dala vrednost true, ko sta ta celica enaka nič in ta celica enaka nič. Spremenimo recimo tole v D3 v 1. Dobimo rezultat false. Kaj pa če spremenimo tole v enko in pa celico D3 nazaj v nič, imamo še vedno false. Torej funkcija AND bo ovrednotena kot true takrat, ko bodo vsi njeni argumenti ovrednoteni kot true. Torej, ko bodo vsi pogoji izpolnjeni. Kaj pa dela funkcija OR? Napišemo je enako OR, oklepaj, odprimo pogovorno okno f od x, vidimo, da je v bistvu funkcija OR zelo podobna funkciji AND. Pa dajmo napisati enako kot prej. C5 mora biti enak nič in pa tudi tale celica mora biti enaka nič. Potrdimo z v redu, vidimo, da je tudi zdajle true. Kaj pa če spremenimo eno izmed teh celic na enko, vidimo, da še vedno drži. Kaj pa če spremenimo še tole na enko, vidimo, da dobimo rezultat false. AND funkcija zahteva, da so vsi argumenti true, funkcija OR pa zahteva, da je vsaj eden izmed argumentov ovrednoten kot true. Torej pomeni, da je lahko ali tale celica nič, ali tale celica nič, ali pa obe nič, čisto vseeno je. Glavno je, da je ena izmed njih nič. Vmes ko pa tale zahteva, da so čisto vse nič. Funkcija NOT pa je veliko bolj preprosta. Vse, kar funkcija NOT dela, je, da obrne tole boolean vrednost true ali false. Torej, če imamo tukaj le false, bo vrednost NOT true. Napišemo znak za je enako, NOT, oklepaj, in pa izberimo recimo tole vrednost true. Torej, NOT vedno obrne vrednost. Potrdimo z entrom in pa vidimo, da je res. Če zdaj tukaj spremenimo ničlo na enko, je obrnjena vrednost od false seveda true. Zato je osnovna logika funkcije. Uporabo pa si bomo pogledali tukaj malo bolj spodaj, kjer imamo tabelo različnih študentov, imamo zapisano, koliko procentov prisotnosti imajo na predavanjih in vajah, ali so opravili seminarsko in ali so opravili nek certifikat. Od teh podatkov je odvisno, ali lahko pristopijo na kolokvij ali ne. Pogoji za to, da pristopijo na kolokvij, pa so napisani tukaj. In sicer, da lahko pristopijo na kolokvij, morajo imeti vsaj 70% prisotnost na predavanjih, vsaj 50% prisotnost na vajah in pa opravljen morajo imeti ali certifikat ali pa seminarsko nalogo. Vidimo tele veznike. Morajo imeti opravljena in predavanja in vaje, torej funkcija AND, in pa ali seminarsko ali certifikat, torej funkcija OR. Če imate jeklene živce, lahko probate to nalogo rešiti s pomočjo 1000 ugnezdenih funkcij, vendar je zadeva zelo težka. Postavimo se v celico D14, kjer bomo najprej izračunali vrednost true ali false, če ima študent opravljena predavanja. To zadevo bomo rešili po več korakih, da bo malo lažje. Napišemo torej je enako AND, zato ker mora imeti
opravljena predavanja in vaje. Pa si odprimo f od x. In sicer prvi pogoj je, da mora biti ta vrednost večja od, bomo napisali 70? Ne, se bomo kar sklicevali. Tako da, če se potem pogoji spremenijo, se bodo spremenili tudi ti rezultati. Sklic na tole celico. Ker pa bomo to formulo kopirali navzdol, želimo, da se ta sklic ne spreminja. Zato ga bomo fiksirali s katero tipko? F4 seveda. F4. Drugi pogoj pa je, da mora biti vaje večje od tehle. Spet fiksiramo F4. Potrdimo z v redu in pa z temle zelenim kvadratkom in črnim plusom potegnemo funkcijo navzdol. Vedno, ko neko funkcijo spišemo, moramo pogledati, ali je funkcija rezultat pravilno izračunala, še posebej pri takšnih logičnih funkcijah. In sicer, ali prvi študent zadostuje pogojem. Torej, predavanje ima manj kot 70%, vaj ima tudi manj kot 50%. Torej, temu prvemu delu ne zadostuje. Kaj pa ta drugi študent? Ima namreč več kot 70% predavanj in več kot 50% vaj. Torej ima vrednost true, kar je to, kar hočemo. Za predavanje in vaje je bil torej operator in, mora imeti in predavanja in vaje. Kaj pa za seminarsko in certifikat? Mora imeti ali seminarsko ali pa certifikat. Če ima oboje, je čisto vseeno. Uporabili bomo funkcijo OR. Postavimo se v celico G14, napišemo je enako, OR, oklepaj, odprimo si f od x, da nam bo malenkost lažje. Prvi pogoj je, da je seminarska enaka vrednosti tukajle. Ne pozabimo fiksirati. Drugi pogoj pa je, da je certifikat enak vrednosti tukaj notri. Spet fiksiramo. Pa potrdimo z v redu, povlečimo navzdol in spet pogledamo, ali je resnično prav izračunalo. Torej, ta študent ima seminarsko, nima pa certifikata. Pogoju zadostuje. Kaj pa tale? Ima oboje ne in dobimo rezultat false. V primeru, da sta pa oba da, pa je rezultat tudi true. Mogoče ste opazili tudi, da je tukaj zapisana vrednost z veliko začetnico, tukaj pa z malo. Čisto vseeno je, namreč tukaj napišem da z veliko ali pa malo začetnico. Torej, da nekdo lahko gre na kolokvij, morata biti in tale vrednost enaka true. True namreč pomeni, da je pogoj izpolnjen. Torej, če morata biti tale in tale true, potem bomo uporabili katero funkcijo? Seveda AND. Postavimo se v celico H14, napišemo AND, oklepaj, pa bomo tokrat rešili brez f od x. Torej, mora biti tale enaka true, naslednji argument se postavimo z podpičjem. In pa tale mora biti enaka true. Zaklepaj in pa enter. Potegnimo tole navzdol z črnim plusom in pa si pogledamo, ali lahko prvi študent gre na kolokvij. Ima opravljeno ali seminarsko ali certifikat, vendar nima opravljenih predavanj. Torej na kolokvij ne more priti. Kaj pa drug študent? Ima opravljeno seminarsko ali certifikat, prav tako pa ima opravljena predavanja in vaje. Torej na kolokvij lahko pristopi. Kje pa leži resnična moč tega AND in false? Pa je v tem, da lahko vgnezdimo v if funkcijo tale AND. Podroben video o gnezdenju sem že naredil tukaj zgoraj, si lahko pogledate povezavo. Ampak v bistvu bomo vzeli vse, kar je tukaj, v vnosni vrstici do enačaja, dajmo desni klik, pa lahko kar izrežemo in bomo upisali funkcijo if, oklepaj. Pa si dajmo odpreti f od x, da nam bo mogoče malo bolj jasno, zakaj gre. Prvi argument, logični test, bo v bistvu vse tisto, kar smo kopirali. Pa kar prilepimo desni klik, prilepi. Prvi logični test za funkcijo if bo, da naj pogleda, ali sta in tale true. Če sta true, potem se naj zgodi tole. Če nista true, se naj zgodi tole. To nam bo omogočalo, da bomo lahko zapisali malo bolj privlačne vrednosti, kot pa true ali false. Pa dajmo v vrednost true napisati da lahko pristopi. Torej narekovaj zgoraj, da, narekovaj zgoraj spet, zato ker je to besedilna vrednost oziroma string. Če pa je vrednost false, torej da ne more pristopiti, pa dajmo na mesto ne napisati kar dva narekovaja zgoraj, torej prazna celica.
potrdimo z v redu in pa z samozapolnitvijo zapolnimo navzdol. Tako dobimo malo bolj pregleden seznam, kdo lahko na kolokvij pride in pa kdo ne. S tem gnezdenjem bi lahko šli še dlje in sicer, da bi v ta stolpec in ta stolpec spravili v tole if funkcijo. Vidimo, da se prva AND funkcija sklicuje na celico D14. Zakaj bi se sklicevala? Zakaj ne bi kar vgnezdili tele funkcije tukaj notri? Da funkcije ne porušimo, gremo ven iz nje z tipko Escape. Postavimo se na celico D14, označimo spet vse do enačaja, izberemo desni klik, pa dajmo kopiraj tokrat, gremo ven iz funkcije z Escape, postavimo se na celico H14 in pa tale D14 zamenjamo z tem, kar je dejansko notri v D14. Desni klik, prilepi in potrdimo z Enter. Pa ne pozabimo to funkcijo s samozapolnjevanjem zapolniti navzdol. Torej, prej se je tale funkcija nanašala na to celico. Zdaj po novem pa lahko ta stolpec izbrišemo in rezultat bo popolnoma enak. Pa enako naredimo še s temle stolpcem. Torej, dvakrat kliknemo van, označimo vse do enačaja, kopiraj, Escape, da gremo ven iz celice, dvakrat kliknemo v celico H14 in pa vse, kar je v tele vijolični G14, nadomestimo z gnezdeno funkcijo. Potrdimo z Enter in lahko tudi tale stolpec izbrišemo. Pozabili smo pa s samozapolnjevanjem formulo kopirati navzdol. In zdaj se lahko ogreste usmiljenega predavatelja in nastavite, da je prisotnost na predavanjih samo 20% in pa prisotnost na vajah je samo 10. Vidimo, da lahko na kolokvij pristopi več ljudi. Če vam je bil video všeč, mu dajte prosim thumbs up, ne pozabite se naročiti na kanal, da naslednjega videa ne zamudite, spremljate pa lahko tudi mojo Facebook stran Office tečaji.